Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi podcast epizodi Poslušam se. Z vami Polona, specialna pedagoginja. Poslušam se je vzgojno-izobraževalni podcast, kjer se z gostjami pogovarjamo o različnih temah. Večina jih je vezana na razvoj otroka, na različne sodobne vzgojne pristope, nekaj pogovorov pa namenjam tudi osebnostni rasti, ki je ključna tudi pri starševstvu. Če so vam epizode všeč, jih prosim všečkajte, kjerkoli jih poslušate. Zelo mi bo v pomoč, če boste epizodo tudi ocenili, naprimer s 5 zvezdicami, ali pa zanjo napisali oceno, review. Res hvaležna vsem, ki si vzamete čas in pozornost, da prisluhnite mojim pogovorom s gostjami. Res izjemno pomeni. Živimo v časih, ko nas teme o razvoju otroka in starševstva zelo pritegnejo. Po drugi strani pa je toliko različnih informacij, da smo kot starši tudi zelo pogosto zmedeni. Tako sem res hvaležna vsem gostjem, da z mano govorijo o teh izredno pomembnih temah. Tudi tokrat gostim izredno zanimivo gostjo z veliko znanja, izkušnjami in načinom razlage, ki mene osebno in verjamem, da bo tudi vas. Gostja se na spletni strani in na vseh njenih socialnih omrežjih trudi, da opolnomoči nas starše in da potem mi naprej opolnomočimo tudi otroke. Da končno predstavim moja gostja. To je Nina Lakota, diplomirana medicinska sestra in doktorica medicine. Tekom obeh študijev so pa bolj kot samo zdravljenje zanimale druge teme, kako krepiti zdravje, preprečevanje bolezni. Po drugem starševskem dopustu se je začela izobraževati na področjih, kot so razvoj otroka in kako mi odrasli vplivamo na ta razvoj. Tako je opravila tudi izobraževanje za coaching za starše pri dr. Šafali, izobraževanje iz medosebne nevrobiologije pri Danu Siglu. Trenutno se izobražuje na Newfield inštitutu in je vpisana v 2. letnik študija telesno usmerjene psihoterapije v centru IPD. Veliko predava v šolah za starše in nudi tudi svetovanja 1-na-1. Jaz sem Nino našla, to prvič videla na Montessori delavnicah pri magistr Mojci Kosič in takrat sem potem tudi šla preveriti njeno spletno stran in njeno socialno mrežje in priznam, me je res takoj navdušila. Potem sem jo tudi poslušala v okviru Gnezda, ker je imela spletno predavanje. Njeno znanje in njena energija in način prenosa informacij me res zelo pritegne. Jaz sem zelo uživala v tem pogovoru. Verjamem, da boste tudi vi. Prijetno poslušanje vam želim. Nina, pozdravljena. Živijo Polona. Me res me zelo veseli, da si se odzvala. Mi je čast biti tebe kot gostjo. Toliko znanja, izkušenj, tvoj način pripovedovanja mi je tako, kot sem že prej rekla, pripovedovanje, govorjenje mi je zelo všeč in poslušljiv. Res se veselim pogovora s tabo. Govorili pa bova tudi o eni zelo pomembni temi. Verjetno se vsi starši slej kot prej srečamo s tem vprašanjem in sicer o postavljanju meja. Tokrat bomo govorili o postavljanju meja otrokom. Kako bi ti sploh definirala, kaj je meja, pa mogoče zakaj otrokom postavljati meje? To vprašanje zakaj se mi zdi zelo pomembno. Zdi se mi, da velikokrat mi dojemamo, da je meja nekaj, kar nas bo razdelilo. Zakaj, to lahko pri sebi razmislimo, kakšne smo imeli izkušnje. In jaz mejo gledam na nekaj, na kar nas povezuje, ne kot na nekaj, kar nas deli. Se pravi, prej si omenila, da imam jaz na svojem Instagramu profilu ta prikaz, kako jaz lahko nekomu pokažem petko, oziroma jaz mu pokažem dlan. Zdaj pa to človek lahko dojame kot, živijo, lahko ti dam petko, se tukaj srečava, lahko to dojame kot stop, do tukaj lahko greš. Ampak to je meja, v vsakem primeru je to meja, in je točka, kjer se srečamo. In otrok pride na ta svet in pojma nima, kako svet deluje. In ne ve, kakšne posledice imajo njegova dejanja. In nekatera dejanja otrok bi imela takšne posledice, ki niso reverzibilne. In zato mi postavljamo mejo kot prvo, da zagotovimo varnost otroka,
pa varnost pač drugih ljudi in nekega imetja. Seveda pol, da varujemo zdravje in pač pol pa še meje, da v bistvu, ko bi rekla, izboljšamo kakovost življenja, izboljšamo način, kako otrok vstopa v odnose. Zdi se mi pomembno, da pri sebi razčistimo, zakaj postavljamo mi meje. Ker če ne vemo, zakaj jih postavljamo, potem jih bomo zelo težko držali. Ja, se strinjam, mislim, zelo lepo si odgovorila. Ja. Se mi zdi, da meja je ena, kakor nekaj, kar razdeljuje, sem šla gledati tudi v slovar slovenskega knjižnega jezika, je že tako nekaj, kar loči. Mogoče tudi zato, da je že nekako tudi zakoreninjen v nas, da je nekaj, kar ločuje. Sem potem razmišljala čistko sama pri sebi, da je lahko tudi iz tega izhaja. Mogoče dobro za razmišljak. Ja, pa to veliko pač ljudi, s katerimi delam, je v otroštvu, kadar jim je bila postavljena meja, je bilo zdaj, ali se strinjaš, ali pa ostaneš sam. Nismo navajeni tega, kako biti v odnosu, pa se ne strinjati. Res je, pač vsi imamo vse to, da pa želimo pač ugoditi staršem, oziroma so starši tisti, ki pač ne želimo, je logično, da je evolucijsko in tako ne želimo biti ločeni in avtomatsko potem, kako naj povem, ugodimo oziroma se čutimo ogroženi, če ne, a ne? Ja. In pol je vprašanje za ceno česa, ne? Se pravi, mi se počutimo ogrožene, če nismo povezani s starši, in na ta račun smo pripravljeni darovati tudi sebe. Tako. In tu je zdaj, se mi zdi, v tem sedanjem obdobju nekako iščemo ravnovesje med tem, kako mi kot starš pač obdržati sebe, se pravi, da ne postanemo permisivni, in kako mi kot starš otroku mogoče da ostane svoj, se pravi, da nismo preveč agresivni, da nismo taki avtoritarni, se pravi, neko to pač sredino iščemo, kako otroku in sebi omogočiti, da smo, se pravi, dva ločena osebka povezana. Ja, da dopustimo otroku, da je sam zase svoj, po drugi strani, pa da vse tudi svoje značilnosti upoštevamo, pa pač svoje meje. Tako. Je izziv, hkrati pa tudi ena priložnost do boljšega spoznavanja sebe in otroka. Kako pa recimo, mogoče kakšen konkreten primer, ko ti ga starši zastavijo, ali pa kje ti vidiš, ko v praksi, ko veliko delaš, kje vidiš, da imamo starši največ izzivov, mogoče tako pri postavljanju meja? Pri temu, da bi se zavedali, da pač ob meji otrok bo doživljal čustva. Mogoče na neki zavestni ravni smo še tisto, seveda otrok bo doživljal čustva, kadar pa do teh čustev pride, pa je pol zelo veliko vprašanj, kako ne jaz otroku postavim mejo, da ne bo jokov, kako ne jaz otroku postavim mejo, pol se pa jezi in je tako, seveda, mi smo postavili mejo, ni tako, kot si je otrok zamislil in kaj zdaj? A bi res v resnici radi, da pač otrok vse sprejme, ker če bo vse sprejel, kar mu rečemo, v resnici pol to ne bo sprejemal vsega samo od nas, ampak tudi od drugih ljudi. In se pravi, mi hočemo, kadar mu v vrtcu nekdo vzame igračo, da bo otrok znal reči, to mi ni všeč, vrni mi igračo. Kadar mu pa mi doma recimo vzamemo čas za igranje ali pa sladico, ki si jo je on zamislil, pa jo mi nismo planirali, takrat pa nočemo, da nekaj pokaže. Tako da tukaj se mi zdi, da je res veliko teh vprašanj dobim. Jaz otroku jasno in odločno povem in potem ne upošteva, se jezi ali pa joka. Kaj zdaj narediti? Da je to običaj, da je pač to normalen proces tega in da v bistvu, si tega želimo, samo mogoče nam je pa v tistem primeru težko. Mislim, da si imela tudi Instagram objavo na to temo, mogoče. Jaz sem to tekom prvega študija smo obravnavali ta proces žalovanja in ta Elizabeth Kubler-Ross je imela proces žalovanja 5 faz. In ko sem jaz opazovala, kako grejo otroci skozi ta proces v bistvu žalovanja, razočaranja, ko neki ni tako, kot so si oni zamislili, je nekako klikano, pa vse to je enako. Se pravi, ponavadi gre najprej za ignoriranje, rečemo, sej ni res. Otroku nekaj rečemo, pa pač se kar dela, da nas ni slišal. Potem pride pogajanje, a lahko sam še 5 minut, kaj pa če je danes izjema, ali pa mogoče mlajši otroki še ne govori, sam začne zelo prikupno gledati, pa se nam smečka, pa proba, a bo uspelo, Pol, ko ta otrok vidi, da zlepa ne gre,
pol se v njemu dvigne še več energije, ko reče pač njegovo telo, to zdaj moraš urediti, to hočeš, pač daj se boriti za to, kar hočeš. In pol pride to že ven bolj v bistvu bolj jasno, bolj agresivno, mogoče otrok udari, mogoče otrok vrže, mogoče otrok zakrči, zarenči, nas grdo pogleda. Zdaj od tukaj je naslednja faza, da mi otroka pripeljemo do tega, da pa pride v žalost. A ne? Temu otroku se je ogromno energije nabralo, ki je bila namenjena temu, da bo on spremenil okoliščine, in mi smo se odločili, da teh okoliščin ne bo spremenil. Odločili smo se, da mu ne bomo dovolili, da se recimo nagne skozi odprto okno. A ne? In kaj bo zdaj z vso to energijo, ki se je noter aktivirala? Nekam mora iti. Da jih sprostiti nekako. Ja, in ne more iti v nič. A ne? In pač del tega je, da pač otrok pol v bistvu nekako razgraja, v smislu pač to, ko smo prej rekli. To je pa, da se del te energije pač iz jeze, iz te frustracije spremeni v žalost. Da gre pol, da pač izjoka. Otrok ne more spremeniti sveta, torej spremeni sebe, tako da se izjoka. Tudi del teh stresnih hormonov, kortizola, se tudi izloči skozi solze in pol otroka potolažimo in pol pride do tiste faze, kamor smo ga mi hoteli imeti že takoj na začetku, do faze sprejemanja. Ko je nekako sprejel, da zdaj situacija je takšna in da se več ne more spremeniti. In zdaj kako pa otroka skozi to popeljati, je pa zato, da pa čustva morajo iti ven. In mi bolj kot ta čustva ustavljamo, težje bomo prišli do tega, da bo jokal. Najprej se nam zatakne že tam, kadar se začne pogajati, a ne, ga že kar tam sekamo. Ja. Pol se nam zatakne, kadar se jezi, ker mu začnemo govoriti, kaj vse ne sme narediti, a ne, namesto da bi ga usmerjali v to, kaj lahko naredi. Pol pa začne jokati in tako, zdaj boš pa še jokal, Ja. pa še to težko. Mi bi pač radi, da on preskoči na sprejemanje in pač ne gre. Saj tudi mi velikokrat na sprejemanje ne moramo preskočiti, a ne, če recimo imamo planiran dopust, pa da bi se kar nekdo zmislil, da zdaj pa tega dopusta ne moramo imeti, ali ker nam odpovejo rezervacijo, ali nam mogoče šef v službi reče, ne, žal ne bo šlo. Pač sej ni, da kar takoj rečemo, aha, okej. Ja, pa mi, ki imamo pač drugače razvite in možgane in pač že toliko let izkušena, ne. Ja. Še dostkrat je to sploh z jokom, da nam je to, saj po mojih izkušnjah večkrat, no, da pač, neh jokati, ali pa da sploh nimamo nekako, da je to ta zadnja, da je to celo pač željena faza, oziroma tako, no, da bi bilo to potrebna faza, no, mogoče pač moje osebno mnenje, no, da je pač tukaj se nam pogosto, mogoče smo tudi sami v otroštvu dobivali taka sporočila, da ne smemo jokati, nehi jokati in tako, in mogoče ena posledica tudi tega lahko to. Tako, in kar še pri strankah opažam, je tudi to, da je v bistvu strah, da jih pol otrok ne bo imel več rad. Zdaj, ko da smo mi odgovorni, ko da smo mi krivci, ker je otrok začel jokati in da zdaj nas ne bo imel rad. Pač ni res, otrok nas bo še imel rad, pač trenutno je žalosten. A smo mi povzročitelji žalosti? Ne, mi smo postavili mejo, ki vemo, zakaj smo jo postavili. A ne, zato je pomembno, da smo pač pri sebi nam je jasno. In je seveda, otrok, ti si lahko žalosten, ker ti ne dovolim, da se nagneš skozi odprto okno in jaz ti tega še vedno ne dovolim. A ne, in še vedno te imam rada. In pač majhni otroci so tako narejeni, da ne morejo čutiti več različnih občutkov hkrati. A ne, mi lahko, če smo kolikor toliko umirjeni, lahko čutimo po eni strani naklonjenost do tega otroka in razumevanje, po drugi strani pa neko odločnost in jezo in pač ne boš tega naredil. Pač otrok pa tega ne more. A ne, majhen otrok čuti eno čustvo naenkrat, ker se šele to čustvo sploh uči, kako ga obvladati, kaj šele, da bi imel zdaj dva naenkrat. Ne? Pač ne gre. On v tistem trenutku ne more reči, ja, mamica, jaz te imam rad, ampak res sem jezen, ker mi tega ne dovoliš. Pač ne bo. Grdo nas bo gledal in nas bo gledal grdo pač 5 minut in pol bo šlo mimo. Ja, še mislim, da to je še za nas res dostkrat izziv, ne? Tako da ja, zelo pomembna informacija v bistvu, no, da res otrok tega ne zmore. Ja, mogoče tukaj še, kar si tako lepo povedala, mi je bilo všeč, kar si na konkretnem primeru, ne vem, da res lahko tako ubesedimo, razumem, da ti je hudo, ker ne moreš se tako nagibati skozi okno, da hkrati te besede razumevanja, po drugi strani pa pač tega ti vse ne dovolim. Mi je bilo všečno, kar si res tako konkretno povedala. Ja, pri mejah si poudarila, da je v bistvu tako
zelo pomembno vedeti zase, ker verjetno, pač, ker smo se ljudje različni, imamo tudi različne meje, a ne, mogoče jaz lahko nekaj dovolim, pa je drug starš tega ne in obratno, a ne. Mogoče tukaj res to, da pač moramo sebe, pač res, kaj je za nas meja, da mogoče dostikrat iščemo po Googlu, kako bi nekdo en drug starš naredil, pa pač je zelo pomemben sebe poznati, kaj je res meni meja. Kaj ti misliš glede partnerskega odnosa? Potrebujete biti partnerje usklajena pri mejah, tvoje mnenje glede tega, pa tudi izkušnje? Tako, glede nekih osnovnih stvari se mi zdi zelo dobro, da sta partnerja usklajena. Recimo, kdaj približno gredo otroci spat. Zdaj pa se tukaj pojavlja vprašanje, a mora sta to mejo na enak način doseči, da mora sta ta cilj na enak način doseči. In tukaj pa mislim, da potem ni potrebe. Eden ima mogoče odpravo otroke spat skozi igrivost, eden jih bo bolj usmerjal z neko zelo odločnostjo pa jasnostjo, pa je oboje okej. Zato imajo pač otroci dva starša, da imajo lahko različne načine. Kar tukaj jaz vidim kot potencialno težavo je ta, kadar te meje postane v bistvu neko tako pasivno-agresivno orodje za se partnerju nekako, da partnerja spodkopavati. Na to moramo biti pozorni, da ne pride do tega, da neki otroku dovolimo samo zaradi tega, ker partner ni dovolil, pa smo v resnici jezni na partnerja. Tu pač ni okej, da otroka damo med dva ognja, da je pač otrok med dvema ognjema. Z mojim partnerjem imava tako, da če nekdo nekaj reče, pa se drugi ne strinja, najprej rečemo, on je tako rekel, zdaj je tako, pa če se s tem ne strinjamo, lahko še zmeraj vprašamo, okej, ti zdaj ne bi rad, da gremo na sladoled, zakaj pa ne? Pa morda pač mi partner pove informacijo, ki jaz nisem vedela, ker sta danes že na igrišču dobila sladoled. Aha, razumem. Tako, mislim, da se da pač dogovoriti. Se pravi, če te prav razumemo, pričo pač otroka ali to posebej? Vprašaš ali pričo otrok, rečeš, pač zato ne gremo, ker je on tako rekel, ali mogoče zato, da je lažje vse? Tudi v pričo otrok, seveda, to je pač super zgled, da vidijo, kako se lahko pač sploh pogovarjamo. Zdaj pa je tudi na tem, da če je neka stvar, o kateri se res ne strinjava, pa v tistem trenutku nisva najbolj mirna, sploh o tom se nisva nikoli pogovarjala, ampak to avtomatsko preloživa na nek čas, ko sva mi dva okej, pa mogoče sama, da se dogovoriva, kaj nam v tej situaciji ni bilo okej, pa kaj bi rajši, pa kako bomo te zadeve naprej izpeljali. Mi je bilo všeč tako tudi, da v bistvu otroci dobijo zgled, kako mi komuniciramo in s partnerjem in kako se da pogovarjati, dogovarjati in te veščine, ki so zelo pomembne, tudi kasneje v življenju in je zelo pomemben tudi trening, da ga imamo, pa mogoče predvsem tudi model, ki ga dobimo. Meni je bilo zelo všeč, ko si mogoče še večkrat slišim ali pa v kakšnih Facebook skupinah, recimo, da imajo mamice izzive, malček me je ugriznil, uščipnil, a naj ga nazaj, kako naj zdaj reagiram. Mogoče, kaj ti svetuješ v teh primerih? Prvo, pač z minimalno sile poskrbimo, da pač nas naprej ne poškoduje. Se pravi, minimalno sile, kot je potrebno, da tu ostavimo. Pol pa jaz nimam tukaj enoznačnega odgovora, zato ker ni enoznačnega vzroka. Zakaj zdaj ta otrok je to naredil? Recimo pred kakšnega pol leta je moja ta mlajši otrok imela je fazo, ki je tako iz ljubega miru prišla do nekoga, pa ga zelo nadzorovano, nežno udarila, čakala, kaj se bo zgodilo. In tukaj je bil moj odziv povsem drugačen, kot če bi ona v neki ihti tepla. Ker bo tako, ne dovolim, da me tepeš, to mi ni okej, to me boli, lahko me božeš, lahko se stisneš, a bi mi rada kaj povedala. Zdaj, če je ona v neki ihti in je ona udarila, jaz takrat vem, da nima veze, da jaz kjerkoli razlagam, ker me ne bo nadslišala. Je bolj da jo, jezna in iščem stvar, ki bi ona lahko udarila. Se pravi, da tista čustva preusmerim, da jih ne ustavljam, preusmerim, pol, kadar se obe pomirimo, pa id, zakaj to pač ni bilo okej, pa iskanje načinov, kako bi še lahko ona izrasla svoje čustvo, najprej na manj destruktiven način, kasneje najbolj konstruktiven. A je ta otrok morda nas prej že 3-krat pocukal za rokav, pa nas poklical, pa mu mi nikakor nismo dali vedeti, da ga slišimo,
In pol, ker je bil on že v taki stiski, pa nas je pol ugriznil, ker ni več vedel, kako bi povedal. A ne? V tej situaciji je spet drugače, je tako, prosim, ne me griz, to me boli, vem, nisem te slišala, trikrat si me že klical in ti nisem nič rekla. Razumem, da se slabo počutiš, ni bilo to ok z moje strani in pač ne, ni ok, da me grizaš. Ne? A ne, ker pač včasih otrok proba z nekimi boljšimi pristopi, pa ga mi nismo pač takrat zaznali, ker smo preveč v svojem svetu, pa kada pride do neke take, to pa pol deluje, ja. Zato nas je pol ugriznil, ker drugače nas ni mogel pritegniti naše pozornosti. To ne pomeni, da mu moramo mi vedno in povsod takoj dati pozornost. Ampak tudi odraslega, če nas 3-krat pokliče ali pa nekaj mu pač rečemo, slišim te, zdaj ne morem, takoj, ko bom lahko. A ne? Do otrok pa se pol včasih kar pač nekako se jih pusti, pač ja, počakaj. Tako da je vzrok, zakaj. In zato imam jaz pol različne odzive na to, glede na to, zakaj do tega vedenja prišlo. Je različen vzrok zadaj in ja, glede na to, kaj je zadaj, potem reagiramo oziroma razmislimo, kaj bi lahko, ne, če nam včasih ne bomo mogli ugotoviti vzroka, včasih pa bomo, ne, in nam je potem veliko lažje. Ja, tukaj bi jaz to dodala, da kadar ne vemo, kaj narediti, dajmo ne delati škode. To je tako enostavno vodilo, ker mi zdaj to situacijo, otrok nas je ugriznil in to kar naenkrat dojemamo kot nujno. In če ga zdaj pač mu ne bomo spridigali, ne vem česa vse in ne vem kaj vse ga naučili in ne vem kaj, bo čez 20 let pristal v zaporu. Pač ne bo. To je recimo 2-letni ali pa 3-letni otrok, tako malček, ja. Ki se eksponentno razvija in to ni nujna situacija. Nujna situacija je, da mi ga ustavimo in če ne vemo, kaj narediti, lahko tukaj ostanemo in se pač pogovorimo čez 1 uro. In najdemo nekaj, kaj lahko konstruktivnega naredimo. To, da otroka ugriznemo nazaj, delamo škodo. V bistvu iz večjih faktorjev, ne, pač moje mnenje je, da agresivno vedenje tega ne želimo in če mi otroku smo model z agresivnim vedenjem, se pač ne bo dobil tazga modela, kakor mi želimo. Ja. Mislim, pol mu pokažemo, ja, če te nekdo v vrtcu ugrizne, ga ugrizneš nazaj. Pol kako bo otrok tu titriral. Mi vedno doživljamo, če nekdo na nas da enak pritisk, kot da mi damo na njega, bomo mi doživljali, da je ta človek bolj pritisnil na nas, kot smo mi na njega. A veš, kaj mislim reči? Ja. Če je enaka sila, ki jo uporabimo mi, ali pa nekdo drug, ki jo proti nam uporabi, bomo mislili, da je on uporabil večjo silo, kar pomeni, da bomo mi še z večjo silo vrnili. Tako. Je pa tudi taka pač negativna spirala. Tako. Ja, hvala za ta dodatek, res pomemben. Ker razumem po en stran starše, ker včasih so tudi knjige, jaz sem glih pač 2 dni nazaj naletela na priročnik, ki ga imam iz 15 let nazaj, oziroma a je iz 2000, se pravi malo več kot 15, ampak ja, mislim, da nisem takoj po tistem kupila, ampak ki v bistvu še zagovarja, da otroka lahko, pa tak znan priročnik vzgojni. In tako, hočem reči, potem razumem starše, ki res dobijo veliko različnih informacij in mogoče so res zmedeni. Zato se mi zdi še veliko bolj pomembno, da v teh stvarih res govorimo znanstvenega oziroma tazga pristopa, zakaj to ni ok. Tudi ena od strategij je ta kazenski stolček, ki ga nekateri uporabljajo tudi pri malčkih, da ga pa recimo, če malček ne upošteva, se pač ne drži naših navodil, da ga posadijo oziroma pa ga posadijo, zdaj boš pa tukaj v tej sobi ali pa na tem stolu par minut. To, zakaj to ni ok, pa zakaj ima to lahko posledice za otroka, pa kaj ti svetuješ namesto tega, da ne bo sam, zakaj ni ok, kaj svetuješ namesto tega. Ok, recimo to, da otroka izločimo iz igre, v kateri trenutno ne more ok sodelovati, to se meni sploh ne zdi slabo, ne? Če v neki igri zelo razburjen in je začel na primer druge otroke pač napadati ali pa jim podirati kocke, ki jih oni gradijo, se meni ne zdi nič narobe, če mi rečemo, ok, vidim, da zdaj ne zmoreš in ga pač od tam stran odpeljemo, ne? Konec koncu pač otroka zaščitimo tudi
pred tem, da pol dobiva kup grdih pogledov, ali pa mogoče kakšne zmerljivke od otrok, ali pa da ga drugi otroci začnejo napadati. In drugim otrokom omogočamo, da pač so v svoji igri. Zdaj pa, kaj bomo mi naredili, kadar tega otroka damo strani, vprašanje. A bomo mi zdaj njemu dali občutek, glej, ti si res slab, zaradi tega, ker pač zdaj nisi mogel sodelovati in nisi delal tega, kar si pač ti rekel in boš zdaj tukaj zaradi tega sam. Ali bomo mi dali pač otroku občutek, vidim, da se ti nekaj dogaja, mogoče v tem trenutku ne vem točno kaj, pač nekaj ti ni bilo okej, kaj si pa ti hotel povedati, pač kaj se dogaja, a ne? In vsi mogoče otrok ne bo znal tega povedati. Ampak samo, da imamo ta možnost, da ima otrok, da jaz sem bil v neki stiski, ker zakaj bi otrok kar začel druge tepsti, ali pa zakaj bi kar začel podirati, pač zakaj? Spet je tu, zakaj? Zanimanje, v bistvu, radovednost, zakaj se je. Zakaj, ne? Ok, če je tu delo res iz nekega dolgčasa, najdemo igro, ki je njemu bolj zanimiva. A je to delo, ker ni bil vključen v igro? Ali imamo že tukaj pač tako situacijo, ko nam je mogoče težje, kot si se počutil izločenega. Ni bilo okej, niso te sprejeli v igro in pa si šel njihovo igro uničevati. Vem, da je težko, če te ne sprejmejo v igro, pa malo s tem posedeti. Zdaj pa, če mi samo otroka stran damo, kaj smo s tem dosegli? V bistvu bi mogli iti korak nazaj, kaj ljudje verjamejo, ki to uporabljajo. Se pravi, pa morajo ljudje verjeti kot prvo, da otroci preden naredijo dejanje, se pravi ti zelo majhni otroci, preden naredijo dejanje, premislijo, se zavestno odločijo, da bojo to dejanje naredili. Ker če pač malo poznamo nevroznanost, vemo, da temu ni tako, da otroci imajo impulze in ravno zato, ker še ne morejo premisliti in se ustaviti, pač ti impulzi pridejo ven. Se pravi, kot neko neželeno dejanje v tem primeru. Se pravi, mi smo tega otroka dali sedeti, da bo premislil, ampak on pa še v resnici sploh ni sposoben premisliti. Ne zmore. In ga nismo naučili nič. Otrok se tukaj ni naučil nič, sam dobo je zelo slab občutek o samem sebi. Dobo je sporočilo, jaz sem pač slab, ne spadam tja, ne razumejo me. Tako da je to, Tako da je to, da gremo pa se pogovorimo z otrokom in mogoče, če v tistem trenutku otrok ni reguliran, ne bomo se mogli z njim pogovoriti, nič mu ne bomo mogli razložiti, ga bomo probali nekako pač usmeriti, pomiriti, da bomo prišli do neke točke pa pol naprej. Da je spet ne gori voda, mi hočemo vse reševati tukaj in zdaj, ni treba in tudi ne gre. Tako da je to od tega time-outa. Zadnjič se mi je porodila mogoče ta ideja, da je bolj oprijemljivo, da človek bolj razume. Če si recimo predstavljaš, da si v vrtcu, da si šla po svojega otroka in imaš res slab dan. In pač te ta otrok sploh ne upošteva in na neki točki povzdigneš glas. Pride mimo vzgojiteljica in reče, veš kaj, Polona, tako se pa tukaj ne pogovarjamo, takoj pejdi ven. In šele, ko misliš normalno govoriti, pridi nazaj v vrtec. Pač ne znam predstavljati. In če je tu za nas grozno, a bomo drugič res imeli manj slab dan, a je drugič res več možnosti, da bomo imeli neko strategijo več, mogoče kako ali sebe obvladati, ali pa otroka lažje motivirati. Ali nam je ta vzgojiteljica kaj od tega dala? Še večja teža bo. Ja, še bolj bomo živčni, bomo naslednjič morali kričali in ravno zato, ker bomo živčni in imeli ta še večja, pač pritisk je večja možnost, da bomo spet zakričali. Da pol starši pač razmislijo pri sebi, kaj v tem situaciji, kaj bi jim pomagalo v tej situaciji in kar bi njim pomagalo, a lahko oni tu nekako nudijo otroku. Hvala za ta konkreten nazoren primer, se mi zdi, da se res tako veliko lažje predstavljamo to, kako bi se počutili oziroma kako se lahko počuti otrok. Pa to, kar si rekla, da pač res, to mi je bilo tako tudi prej, da zakaj je do nečesa prišlo, zakaj se otrok tako, ali se počuti zapostavljenega, ali mu je dolg čas, ali kaj je res tukaj zadaj. Meni je bilo zelo všeč, mogoče ne spada čisto s tem, ampak vem, da sem se zapomnila. Mogoče sem tudi sama, kdaj to, preden sem pri tebi videla, se zalotila, da sem rekla, tega se ne sme. Pa se mi zdi, da pogosto razširjeno. Zakaj je bolj
ti si tako lepo razložila takrat storil, zakaj je boljš, da rečemo, tega ne dovolim. Tako, mogoče, če bi kar ti razložila, kako si to mislila, pa zakaj. Z tega imam dva pač ta vidika, ko eno je to, tega se ne sme, se pravi jaz, zdaj ko starš tukaj nisem upletena, pač tega se ne sme in ti otrok moraš to upoštevati. In jaz sem tako na neki razdalji, pač nisem pripravljena nič narediti, da bi to mejo izpeljala do konca. Okay? Pač tega se ne sme. Kot drugo je to, tega se ne sme, je neka taka splošna, kot da obstaja neka višja moralna inštanca in pač te višje moralne inštance pač otroci še nimajo, oni jo počasi ponotranjajo od nas in od drugih skrbnikov, pač mi smo za njega najvišja moralna inštanca, mi smo za njega pač bogovi. Pač oni hočejo nam ugajati. Tako, ja. Ne pač nekomu tam XY, a ne? Tako da je pol tu. In pač to, kot sem rekla, da je pol to od nas, kadar mi govorimo, da jaz tega ne dovolim, takoj name obrne odgovornost, kaj bom jaz zdaj naredila, če tega ne dovolim. Ja, in se mi zdi, no, tako, jaz pa se opažam, da sem bila pa res tako razmislila, pa bila pozorna, mi je res veliko bližje zdaj to, tega ne dovolim in se mi zdi veliko bolj tudi povezanost nekako ohranjamo. To je moj izkušnja, občutek, ja. Tudi res hvala, no, da si to tudi delila. Ko postavimo mejo, dostikrat so otroci veliko bolj pripravljeni sprejeti naše meje, naše zahteve, pričakovanja, če imajo napolnjeno čustveno skodelico, kakor bi pač rekli v prenesenem pomenu. Pa mogoče malo več o tem, kakšne so tvoje opažanja, pa kako mogoče napolniti to njihovo čustveno skodelico. Evo. Če ena objava, ki imam že nekaj časa v glavi, pa jo nisem še napisala, pa jo mogoče lahko zdaj vsaj povem. No, vidiš. Ko nas otrok ne posluša, se dajmo vprašati, a smo mi poslušali in slišali njega. Mi pričakujemo, da nas bo otrok upošteval, karkoli mu mi rečemo, a smo mi upoštevali tega otroka? A smo ga mi slišali, a smo mu dali vedeti, da ga razumemo, da nam je pomemben? Če mi tega otroku ne damo, zakaj bi on tu nam dajal nazaj? A ne? In tu je ta napolnjena čustvena skodelica, da otrok ve, da je za nas pomemben, da ni pač tam vreča krompirja, ki jo mi prelagamo, ampak je živo bitje, ki se razvija in ga je vsak dan več in ima svoje ideje in ima svojo protivoljo in takrat se on počuti cenjenega in takrat smo mi z njim povezani, zato ker ga vidimo, ker ga slišimo, ker če mi ga ne vidimo in ne slišimo, mi z njim nismo povezani in pol ga ne moramo usmerjati. Kako napolniti čustveno skodelico? V bistvu moramo gledati otroka in hkrati tudi nas. Kaj je tisto, kadar se oba imava skupaj fajn? In enkrat je lahko to, da napolnimo čustveno skodelico, to, da pač pridemo v vrtec in je imel otrok težek dan in nas se drži za nogo, pa ga mi dvignemo, pa mu sploh ne rečemo, da se bo samo obul, ampak ga pač imamo na svojih kolenah in rečemo, danes ti bom pa jaz pomagala. Enkrat je, da napolnimo čustveno skodelico, ki pride in reče, mama, a se greva igrati z avtodomom? In pač sprejmemo to povabilo. Enkrat je, da napolnimo čustveno skodelico, to, da ga samo opazujemo. Enkrat je to, da skupaj pojemo obrok. Enkrat je to, da gremo skupaj pripravljati obrok. Nekaj, kar smo skupaj in da smo pač prisotni. In tu so bile vse zdaj take bolj, ko bi rekla, vsi prijetne stvari, ampak zelo napolne čustveno skodelico, kadar mi zmoremo sprejeti otroka, kadar se on ne počuti okej. To zelo pomemben aspekt. Ja. In te primeri, ki si naštela, pa tudi to, ja, ko smo ob njemu, tudi takrat, ko mu je težko in da smo na tak način v bistvu ohranimo to povezanost, kljub postavljenim mej. Tako, jaz tu vidim por otrok, tako, sploh ta starejši zna biti zelo intenziven in kadar mi uspet ostati zraven in biti povezana in ne obsojajoča, sprejemajoča. Kadar gre ta vihar mimo, pač ta otrok je pač drugi otrok, pač spet pride, se stiska k meni, me lepo gleda, deluje. A ne? Ja, se čuti ta povezanost. Je zelo v bistvu hvaležen oziroma mu res napolne, tako, kot si rekla, to čustveno skodelico, to, da si zmogla biti tako neobsojajoče ob njem. Res lepo, da si to delila. A lahko en konkreten primer izpostavim, ki mi je bil.
sicer nekaj časa nazaj, no, smo imeli eno srečanje pedagoginje različnih vrst, vmes je bila pa še ena mamica in je vprašala nas, da ima en izziv oziroma eno vprašanje za nas, in sicer od prijateljev sin, mislim, da je rekla 4 leta star, da ko pride k njim na obisk, njej in partnerje, da jih tako udari. Ko sem razumela, udari tako, pač on to jemlje kot en pozdrav, oziroma tako udari, ampak udari boleče, udari boks, ne tako, da zaboli, ne tist pač nežno ali karkoli, ampak res boleče udari. In da se zdi, da starši ob tem pač ne reagirajo, oziroma jih to ne moti, njo pa moti, pa ni pa želela, ni vedela, kako optimalno reagirati v tem primeru. Kaj ti v takih primerih svetuješ, me zanima tvoje mnenje? Če otroki pride do mene, recimo ali prijateljček od mojih otrok, pa da se kaj igramo, pa se preveč zaleti vame ali pa kaj, jaz pa ne bom pač iskala teh staršev s pogledom, da bojo temu otroku kaj rekli, jaz sem v odnosu zdaj trenutno s tem otrokom in mu bom jaz povedala, to me boli, to mi ni prijetno, mogoče zdaj, če je ta otrok res kot nek pozdrav, to mislil v smisli, to je pa zabolelo, a ti si hotel mene pozdraviti, jaz tudi tebe vidim, čakaj, a ti bi mi pokazal, koliko si ti močen, daj ti meni petko. Nekaj na ta način, ampak vsekakor, če jaz ne povem, da mene moti, jaz moram povedati, da mene moti, jaz se moram postaviti zase, otrok tudi z tega dobiva sporočila, da nekatere stvari niso družbeno sprejemljive in če mu govorimo sam starši, kako bo to ponotranil, če mu tega pač vsi ne povemo. Da ne take osnovne stvari vsi otroku povemo, ne sam starši. Zdaj, če bi tu zdaj starši neki začeli, ne predstavljam si sicer, da bi to rekli, ampak ja, seveda, da te lahko tepe, a ne? Ne vem, mogoče bi bilo neprijetno in malo, da je nekdo otroku postavil mejo, ampak glej, ali če si otrok, ki si prišel na obisk, ali če si otrok, ko grem jaz k tebi na obisk, pač ne bom dovolila, da me tepeš, a ne? Tako. Vsekakor pa ima ta otrok zdaj pravico biti razburjen, imeti ob tem čustva in gre k mami in ga mama potolaži in ja, ni ti v redu, ker je mogoče, ker te ustavlja, ni ti v redu, ker ti je rekla ne, kakorkoli, veš, to jo boli, tralala naprej, a ne? A pa še mogoče bolj, enkrat, kadar tega otroka ni zraven, jaz sem pogovor o tem, glej, mene zelo moti, da se vaš razigran otrok zabija vame, zelo me moti, da me tepe, a lahko prosim naslednjič, preden pridete na obisk, ga spomnite, da tega ne počne oziroma ga nekako ustavite. Da v bistvu se pogovorimo, tudi če nam je, a ne glede na to, da so prijatelji, kakor sem razumela, je pogovor o tem težek, ampak se mi zdi pomemben, ker tukaj je naša meja in je v bistvu res sporočilo zanj, da ne bo dobil teh informacij, da je to dovoljeno, oziroma verjamem, da je težko prijatelju kdaj to povedati, po drugi strani pa je zelo pomembno. No. Evo, moje opažanje, recimo mojih 2 otrok, ki tudi kdaj bosta koga pa začela napadati, se zaletavati ali pa kaj, da veliko bolj deluje, kadar se tisti človek sam zase postavi, kot če jaz stopam vmes pa rečem, glej, to temu ne paše. Zato, ker od unega človeka nista dobila informacije, ne vesta še. Recimo v enem primeru je bilo, da je ta mlajša eno sorodnico tako malo zahecijo, malo udarila. In ta sorodnica se je začela smejati. Ok, in jaz pa vprašam svojo hčerko, ja pa to, ko si prej udarila, ne, to ni bilo ok, a se tebi zdi, da je bilo ne v redu tej gospe, ok, da si jo udarila? A reka, ne vem, smejala se je. Ja, ni dobila take povratne informacije, ne? Ja, smeh je mogoče taka povratna informacija, ok, všeč je, oziroma... Ja, in veliko bolj deluje, kadar se pač ta odrasel človek, recimo reakcijo druge sorodnice je bila pa, auč, to me boli, ne dovolim, da me tepeš, lahko me božaš. Rešeno. Veliko bolj jasno in rešeno, ne, ni več se pojavljalo to vedenje. Ja, hvala spet za ta konkreten primer. Kako je pomembno, da se res ne odzovemo s smehom, če nam ni to prijetno, da res pokažemo mejo, ne boli, lahko me pa božaš, ne, damo alternativo, to, kar nam je prijetno, če nam je prijetno, da nas boža. Kdaj pa se te vzdi, da otroku, pa sem zasledila to vprašanje tudi ene mame, kdaj pa otroku začnemo sploh postavljati meje? Mogoče res se na videz zdi zelo tako enostavno vprašanje, pa mogoče vseeno zelo pomembno. To je meni zelo zanimivo vprašanje.
Zato, ker razkriva to, kaj veliko ljudi dojema kot postavljanje meje. In veliko ljudi dojema kot postavljanje meje to, kar rečemo. Da je pač zgolj navodilo postavljanje meje. Ni še postavljanje meje, to je zgolj del meje. Ja. Meja je predvsem tisto, kar pol naredimo. In če to gledamo, da je meja to, kar mi naredimo, pa smo prej rekli, da skrbimo za varnost, pa skrbimo za zdravje, se pravi, mi meje začnemo postavljati že zelo zgodaj, ampak takrat rečemo, da za otroka skrbimo. Naprimer, dojenčku ne bomo dajali piti sladkega čaja, ker vemo, da to ni v redu in pač ne dajemo piti sladkega čaja, ampak to rečemo, da mi skrbimo za njega. Imamo 2-letnika, ki hoče piti sladek sok in bi ga še in še in še, takrat pa rečemo, ne dovolim, danes si popil dovolj soka. Ker naenkrat se je to spremenilo v postavljanje meje. Tudi moje mnenje je tako, da postavljamo meje že v bistvu takoj, a ne, ker nekako dobimo otroka, no, takoj. Čeprav se mogoče ni v tistem našem tipičnem dojemanju postavljanja meja, ampak tako, kot si rekla. Tako, no. Najbolj očitno parata polp, se mi zdi, kadar začnemo gosto hrano uvajati, ne dovolimo, da ne vem kolikokrat vrže žličko na tla, ne dovolimo, da pač vso hrano z krožnika zmeče na tla, pa pol, kadar rata ta otrok pomičen, da je tudi, in da je tukaj še, da velikokrat meje niso prav spet nekaj, kar rečemo, ampak nekaj, kar naredimo, mogoče prilagoditev okolja. Če pač meje začnemo gledati z tega vidika, da pač mi skrbimo za otroka, pol nam jih ni toliko težko postavljati, ker pa imamo v glavi, da to so neke meje, ki jih mi moramo otroku postaviti in on jih mora upoštevati, ali pa je zraven strah, zdaj bom pa jaz meje otroku postavila in zdaj me ne bo več imel rad. Nek negativen prizvok dobijo, no? Mi je blizu to, kar si rekla, res. Da v bistvu da lahko prilagodimo, da naprimer, če mogoče provam konkretno, da otroku skozi govorimo ne vtičence, ali pa ne iz predala metati stvari, recimo, kar zelo majhni malčki radi počnejo, da mogoče damo tako prilagodimo, da sploh ne more do tja, ali pa da tako prilagodimo, da imamo v prvem predalu nekaj, kar lahko meče. Da mogoče res prilagodimo okolje tako. To je tudi ena možnost, verjetno, kar si mislila, prilagoditev okolja. To je zelo dobro, kar si izpostavlja, da prilagodimo okolje tudi, kaj potem otrok lahko počne. Ker kot otrok potrebuje meje, potrebuje tudi svobodo. Da ni pol vse sam ne, ampak dajmo otroku pokazati, omogočati, kaj pa lahko. Da damo lahko, naprimer, v prvi predal nekaj, kar nam je pa vsem, če meče ali žoge ali nekaj, kar nam ni škoda, oziroma kar je lahko. Tako, hvala za to dopolnitev. Bi mogoče sama kaj, kar sva glede na to temo, kar se ti zdi pomembnega, pa da nisva še spregovorili o tem, bi še kaj dodala, kar se ti zdi, da glede na tvoje izkušnje, da imajo starši mogoče še kakšne vprašanja. Tako en sistem, recimo, ki smo ga imeli pri Šefali, je bil ta, da mi pač pri sebi razčistimo, katere meje so take, ki jih zapišemo v kamen, pa katere so take, ki jih zapišemo v pesek. Se pravi, v katerih mejah se ne pogajamo, to so te zapisane v kamen, v skalo, ker pač ni debate, recimo vsak večer bomo umili zobe, pika konc, ko si v avtu, boš privezan v stolčku. To se mi določimo, kaj so tiste meje, od katerih ne odstopamo in se o njih ne pogajamo. Potem so pa naprimer meje, o katerih pa se pogajamo. In da vemo, da tam pa se, ker konc otrok se mora naučiti tudi dogovarjanja. In kako se bo naučil dogovarjanja, če se z njim ne dogovarjamo, ampak zmeraj sam nekaj zahtevamo. Kar vidim je v praksi je to, da kadar imamo mi slab dan, od sebe pričakujemo enako kot na dober dan. In tu v resničnosti ne gre skozi. Jaz na dan, ko sem naspana, pa nisem imela napornega dneva, sem zmožna veliko več mej držati, kakor na dan, ki temu ni tako. In da sem tukaj iskrena do sebe, katere so tiste moje meje, o katerih se pogajam, ali pa mogoče kakšen dan celo zamižim na eno oko. Ker kaj bo zdaj na dolgi rok slabše? Ali bo na dolgi rok slabše, da jaz en dan na skrivaj pospravim že 3/4 igrač in pol jih otroka do konca pospravita? Ali pa slabše, da sem jaz vem, da sem danes znervirana in bom jaz zaradi nekega principa, ker igrače pa morate vsak dan pospraviti, pač danes začela to svojo jezo stresati na otroka, ker
ju pa enostavno ne bom zmogla usmeriti in bom na koncu krčala in jih bom pred spanjem razburila. A sem s tem res kaj dosegla? Da v bistvu upoštevamo svoje čustveno stanje, koliko smo mi tisti dan, a ne, tako ga si rekla, tudi jaz to opažam, en dan smo veliko bolj pripravljeni oziroma veliko lažje izvedemo to, drug dan pa nam je veliko težje zaradi različnih vzrokov. In ja, da v bistvu smo fleksibilni glede tistih mej, ki jih zapišemo. Bi rekla, tako si lepo povedala, v pesek, a ne, v katerih pač so take fleksibilne meje. Pride strah pola, ne, ojej, pol pa bo otrok pač mislil, da je vsak dan lahko tako, pa če nismo konsistentni, bo probal, seveda bo probal, ampak otrok zelo hitro ve, kje jaz stojim. Pač pogledam ga pa ve, aha, da nas mama misli resno, da nas ne bo pogajanja, včeraj je bilo, da nas pa ne bo. Kot veste, da glede umivanja zob pa noben dan ni pogajanja. Tukaj se res striktno držim, pa se mi zdi, da je tudi nam lažje, ker res teh verjetno mej v dnevu, ko se striktno držimo, spet ni 100, a ne? Tako. In bi mogoče še kakšno vprašanje, ki tega redno starši. Se pravi, prej si omenila, da starše dostikrat skrbi, da če bojo jokali oziroma tako, da jih ne bojo imeli več radi, da je to eno izmed vprašanj, če sem da prav razumela. Ja. Mogoče še kakšno tako vprašanje, ki se ti zdi, da je za izpostav, da večino staršev skrbi ali pa zanima glede. Pa mislim, da smo kar tako že konkretno pač obdelali, ampak to do tega, da jo starši strah, da jih pol otroci ne bojo več imeli radi, to pa ni ponavadi starševsko vprašanje, a ne? Tu se pogovarjamo, pa malo kopljemo, pa na koncu pol do tega pridemo, da ni težava, zakaj pač nekomu tako težko reči. Ja, kaj v bistvu pač ta vzrok, zakaj mu je težko postaviti mejo nekako, oziroma zdržati tudi s temi mogoče s čustvi, ki se pojavijo. Pa to, da podcenjujemo omejitve. Omejitve delajo zelo v naš prid, omejitve, jaz pravim pač tam stvarem, ki niso direktno meje. Tako lepo me je vprašal en sodelavec, Nina, pa kako ne jaz otroke pripravim, kako ne jim postavim mejo, da ne bojo vsak dan za zajtrk jedli Nutele. In meni je to toliko enostavno, pač doma nimaš ne kupaš. A ne? Ja. In pa pač ali ne bodo jedli nič, ali bojo zbrali pač nekaj bolj hranljivega. Ali pa kako pospraviti, vsak večer je kreg za pospravljati igrače. 3/4 igrač stran, pač izven dosegljivega mesta in pač ne bo te težave, zato ker se jih bo samo malo razmetalo in je pač situacija toliko bolj obvladljiva. A ne? Ja. Da si pa pač tako kompliciramo življenje nekje, kamor bi pač z enostavnostom, da nečesa ne kupimo ali pa da nekaj odstranimo, bi si situacijo prišparali. Ampak mogoče takrat sploh ne vidimo te enostavne rešitve, mogoče, ko smo v tistem noter, nas toliko posrka, mogoče v to, da res ne vidimo, kot zunanje opazovalca, tako, logično, pač ne kupaš, a ne? Ja, pa še to. Največja težava staršev je v resnici to, da preveč govorimo, pa premalo naredimo. Če jaz pač začnem otrokom govoriti, da se gremo zdaj odpravljati spat, če jaz pač nisem takrat že ne stojim na poti proti kopalnici, ne vem, zobno ščetko, spuščam rolete, utišam glasbo, brez veze. Če jaz sedim na kavču pa govorim, veste kaj, zdaj se bomo odpravili spat in čakam in otroka si misli, kaj, a res spat se bomo odpravili, a ne? Pač, če se mi ne jemljemo resno, nas pač otroci ne bojo jemali resno, no, to. Da moramo pokazati, a ne, z dejanjem. Ja, super, ful, lepo. Ja, mislim, da sva tako, kakor sva lahko v tej uri obdelali to temo, res me še enkrat veseli, res hvala, da si se odzvala. Mislim, da so tudi poslušalci res veliko konkretnih napotkov in enega znanja zvedan. Meni je bilo res lepo, hvala. Meni tudi, hvala. Super. Hvala za tale lepo voden pogovor. Pozdrav vsem poslušalcem. Ja, tudi jaz. Pozdravljam vse, pa se slišimo kmalu.